domačo novinarsko konferenco in je največji domači pokrovitelj tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Tudi letos v največjem zimskem športnem središču v Sloveniji je vse pripravljeno dogodek, ki bo predstavljal vrhunec zime, potekajo v skladu z načrti, snega je dovolj in kot kaže se bo obdržal vsaj do druge polovice marca. Sicer pa vam bomo veliko več o stanju in pa o pripravah povedali današnji sogovorniki, gospod Simon Oblak, podpredsednik organizacijskega odbora Pokala Vitranc, gospod Gregor Benedikt, predsednik AST Kranjska Gora in predsednik organizacijskega komiteja, gospod Jani Krlovač, župan občine Kranjska Gora in tudi podpredsednik organizacijskega komiteja, gospod Srečko Medved, generalni sekretar organizacijskega komiteja in seveda last but not least, gospa Jasna Knez, Kreativ Lab, ki bo predstavila spremljajoči dogodek Kumax Party. Ne nazadnje nismo pozabili niti na predstavniki podjetij, naših pokroviteljev. To so podjetja Petrol, NLB, Generali Porsche Slovenija, Pivovarna Laško Unijo, Slovenska turistična organizacija, Hrvaška turistična organizacija s predstavništvom v Sloveniji, RAUT, naša krovna organizacija Smučarska zveza Slovenije. In ker je stara Dunajska šola, ne boste verjeli, zajela tudi Kranjsko Goro, bomo najprej dali besedo najstarejšemu članu organizacijskega komiteja. Simon, organizacijski komitej se spreminja, s tem se tudi razvija. Letos dve novosti, oziroma dva nova člana. Organizacijski komitej Pokala Vitranc sestavlja 23 članov. Poznani smo bili po tem, da vsaj zadnjih 20 let med nami ni bilo večjih sprememb. Pred letošnjo sezono, zimsko 2016-2017, pa nas je predsednik organizacijskega komiteja, gospod Metod Dragonja, zaprosil, da ga razrešimo zaradi drugih službenih obveznosti. Njegovo željo smo sicer razumeli, težko sprejeli, vendar smo se potem soglasno odločili, da izberemo novega predsednika med dosedanjimi člani, ki se spoznajo na smučarski šport, ki so specialisti na posameznih področjih in ki imajo dolgoletno tradicijo v Kranjski Gori. Odločili smo se soglasno za Gregorja Benedika, bivšega reprezentanta smučarskega tudi v Kranjski Gori in enega od zmagovalcev svetovnega pokala v posamezni disciplini. Hvaležni smo našemu dosedanjemu predsedniku, gospodu Metodu Dragonji, za njegov prispevek. Bil je umirjen človek, priznan, avtoritativen gospodarstvenik z visokim ekonomskim znanjem in je s svojo mirnostjo 15 let uspešno krmaril po viziji našega pokala k odličnosti izvedb posameznih tekem in smo mu zato zares iz srca hvaležni. Poleg njega je nov član organizacijskega komiteja tudi Sabina Žbontar, ki vas bo spremljala na novinarskem središču, bo pa v letošnjem letu imela še kot pomoč dosedanjo članico, odgovorno za odnose z novinarji, Jernejo Smole. Naš organizacijski komitej deluje skozi celo leto. Imamo 13 odborov, 13 komisij in en odbor. Usmerjeni smo predvsem dvema ciljema, kako zagotoviti tekmovalcem najboljše pogoje za izvedbo tekem in kot drugega nuditi vsem gledalcev športni užitek na svetovni ravni s spremljajočim programom. V svojem zaključnem uvodu bi se želel spomniti še našega prijatelja, dolgoletnega sodelavca ljubljanske televizije, režiserja Staneta Škodlarja, ki je nedavno tega zapustil naše vrste in spremenil način življenja. Slovenska televizija je v njegovo počastitev imela 12. februarja po noči kratko oddajo Razgovor z njim izpred 10
v kateri je nedvoumno izzvenelo, da je bil izreden ljubitelj smučarskih prenosov, da je v srcu mu tlela vedno iskrica za pokal Vitranc, za Zlato lisico in za Planico. Redno je spremljal razvoj tehnologije in je se s svojimi prispevki dvignil ob bok največjih svetovnih režiserjev, športnih prenosov na svetu. Z njim vred lahko postavimo ob bok tudi vse športne oddaje ljubljanske slovenske televizije. Z njim se delo na razvoju tehnologije ne končuje, njega uspešno nadomešča gospod Čeretnik. Vemo pa, da je prav promocija Slovenije skozi ta športna tekmovanja, Planico, pokal Vitranc, Zlato lisico, izredna promocija Slovenije kot Slovenije v svetu in predvsem Zgornje Savske doline. Hvala lepa. Simon, najlepša hvala. Prav je, da je naš naslednji govorec, novi predsednik organizacijskega komiteja, Gregor. Novi predsednik, nova vizija je običaja v gospodarskih družbah. Kakšna pa je tvoja vizija pokala Vitranc? Predvidevam, da bo sodelovanje z drugimi organizacijami le še boljše. Ja, hvala za besedo. Moram reči, da mi je velika čast, da sem lahko predsednik organizacijskega komiteja neke take prireditve. Hkrati pa se zavedam, da je to tudi velika odgovornost in sigurno tega ne bi sprejel, če ne bi vedel, da je za mano organizacijski komitej, ki odlično funkcionira in verjamem, da bomo, če sem večkrat širok, z velikimi koraki šli naprej. Kar se tiče vizije, vizija je jasna, slediti najvišjim standardom organizacije takih tekmovanj, te standarde vsak let izboljševati in pač postati en boljših organizatorjev tekem svetovnega pokala. Poleg tega, tudi kot predsednik kluba, je naša vizija urediti infrastrukturo v celem prostoru, jo posodobiti, urediti nov dostop do tega poligona, seveda v sodelovanju z lokalno skupnostjo, z občino, in dati temu področju, poleg tega 14-dnevnega, bom rekel, termina, ki ga zasede to tekmovanje, vsebino tudi čez celo leto. Kar se tiče sodelovanja, ali pa bom tako začel, zavedamo se, da taka tekma brez domačih tekmovalcev, brez dobrih rezultatov domačih tekmovalcev nima take teže. Tudi sam aktivno sodelujem v organih Smučarske zveze, nekako skušamo spet postaviti slovensko smučarijo na stare temelje in gremo nasprot. Tako naš klub kot organizacijski komitej v zadnjih letih predvsej denarja investiramo tudi v te poligone s pomočjo občine Kranjska Gora, s pomočjo Fundacije za šport, tako da je v letošnjem letu na novo odprt en poligon prav podporjeno in lahko povem, da je bilo letos več kot 60 dni treninga na teh poligonih, 2 do 3 ekipe na dan, tako da se pač zavedamo, da brez tega sodelovanja napredka ni. Tudi pred 4 leti smo se odločili, da organiziramo mini pokal Vitranc, to je tekmovanje za otroke stare do 12 let. Vsako tekmovanje je bolj obiskano, prejšnji teden je bil letošnji drugi mini pokal Vitranc, ker bomo dva vsako leto, je bilo prek 380 otrok. Veseli nas tudi, da so s temi otroci, da so bili stari starši, tako da poskušamo to tekmovalno smučanje prikazati tudi na nek bolj prijazen način in mislim, da nam to dobro uspeva. Sodelujemo tudi s pokalom Loka, ki pokriva kategorije, bom rekel, od 12 do 16 let, na način, da zmagovalec naših tekmovanj je predvozač na pokalu Loka in zmagovalec pokala Loka je predtekmovalec na pokalu Vitranc, ki bo tudi drug teden. To bi jaz bil. Gregor,
Najlepša hvala. Gospod župan, sodelovanje med občino in pokalom Vitrans je tudi z vašim prihodom na zgledni ravni. Občina se turistično razvija in to je najbolj pomembno. Kako pomembna pa je izpostavljenost Kranjske Gore na televiziji, športnimi prireditvami, kasneje bomo imeli tudi nekatere številke. Ja, lep pozdrav vsem. Vsekakor pač promocijski vidik pokala Vitrans v Kranjski Gori je nemerljiv. V bistvu to so številke, ki se jih letno ne da plačati in Kranjska Gora je izredno ponosna na samo organizacijo pokala Vitrans. Kot veste, občina Kranjska Gora na svojem terenu gosti 3 do 4 tekme svetovnega ranga, od tekem smučarjev invalidov do poletov v Planici, tako da ena od teh, mogoče najpomembnejša, je tudi naša organizacija pokala Vitrans. Ponosni smo, da Kranjska Gora drži in vihti zastavo, da je trenutno predsedujoča v klubu 5, to je najbolj elitni klub organizatorjev svetovnih rangov smučarskih tekmovanj. Kranjska Gora se še kako zaveda in vlaga v infrastrukturo, tako smučarsko kot drugo. Prav v letošnjem letu, kot je omenil predsednik OKA-ja, je bilo izvršeno širjenje smučišč. Občina Kranjska Gora se čuti sposobno in odgovorno organizirati in sprovesti center za vzgojo mladih tekmovalcev po vzoru evropskih držav. In mislim, da prav Kranjska Gora v prihodnosti lahko prevzame to mesto, kjer bi se lahko naredil športno-smučarsko pripravljalni center, če že ne samo smučarsko, tudi skakalno v Planici. Tako da Kranjska Gora se še kako zaveda tega, vlagamo. Želimo si infrastrukturo dopolniti, želimo si priti na vrh Vitransa z žičničarskimi napravami, še povečati zasneževanje. Naša lokacija je mikroklima, pa nam res moramo priznati z malce sreče prinaša tudi res pozitivne rezultate. Letošnja zima je ena najboljših v zadnjih 20 letih in zelo veseli in ponosni smo na vse to, kar smo ustvarili skupaj z organizacijskim komitejem. Tako da se vidimo v Kranjski Gori. Hvala. Gospod župan, hvala lepa. Srečko, klasični pokal Vitrans, letos ob zaključku šolskih počitnic, proga je pripravljena. Z zaporami smučišča smo se poskušali kar se da prilagoditi rekreativnim smučarjem in lansko leto smo rekli, da nas ne more odnesti niti monsunski dež, pa smo imeli monsunsko sneženje. Letos si želimo predvsem takšno uro več sonca in pa kakšen centimeter manj snega v tekmovalnem vikendu. Zdaj rečem, vreme je, kakršen je, mi se pa še vreme prilagodimo. Imamo ekipo, ki je sposobna, ki zna, ki nas znane izkušnje. Imamo opremo, tako da mislim, da smo več kot nekaj že dokazali, da lahko tekmo naredimo v skoraj vseh nevelikih evropskih pogojih. Letos je vreme nekaj bolj prizanesljivo, ne čisto, ampak napoved je dokaj verjetno tako za drug teden, da bi lahko normalno tekmo speljali. Je pa seveda tekma v počitnicah še posebej težka, zaradi predvsem tega navala smučarjev turistov v Kranjski Gori, ker Kranjska Gora živi predvsem od turizma. Pokal Vitrans je en pomemben del promocije tega turizma v Kranjski Gori. In mislim, da z roko v roki, da so medijalnih krajev zelo dobro obsledujemo in rešujemo te vsakodnevne probleme, ki se pač pojavljajo v teh terminih. To bo letos in naslednje leto bo tudi tekma v počitnicah, potem pa gremo spet v drug teden izmed počitnice. Bomo pa vsekakor probali letos po končanem tekmovanju doseči zaprositi ministrstvo za šolstvo, da bi počitnice zamaknili za en teden nazaj. S tem bi pridobili na dveh področjih in definitivno Kranjska Gora bi imela en teden visoke sezone več.